September trka na vrata. September ima tak zanimiv pridih, nima tako, konec počitnic, konec poletja, znova v neko rutino, mogoče malo drugačno rutino, znova obveznosti, konec dopustov, konec neke igrivosti. Vsako leto je september obdobje zaključevanja. Število 9 je tisto, ki je zadnjo v 9-letnem ciklu, tudi v 9-mesečnem ciklu, se pravi, september na nek način prinaša pogled nazaj, neko inventuro in predvsem žetev. Tako kot ježek, ki teka in se veseli in jabolka nabirati hiti. Zdaj mene zanima, če se vi postavite v vlogo ježka, kaj je tisto, kar boste želi. Kaj je tista prva žetev letošnjega leta, za katerega pa vemo, da je bilo obdobje novih začetkov? 2026 je zelo specifično leto. Novi začetki, ženstvena energija, poudarek je na vsemu, kar mi menimo, da je naša šibkost, tudi čustvenost, kolikokrat v življenju slišimo, jaz nisem čustvena oseba, jaz sem realna oseba, ti si preobčutljiv, preobčutljiva in tako naprej. Letošnje leto nekako ta merila, vsaj tako bi bilo idealno, premika. Se pravi, kako ste lahko vi sami do sebe bolj nežni, bolj čutni, bolj čustveni, kako ste lahko mogoče celo malo bolj ranljivi, predvsem v mesecu septembru, da bi razumeli, pozdravili in predvsem spustili vse tisto, kar ne stane v preteklosti. Letošnji september, ker smo v letu 1, prinaša možnost resnično hitrega preobrata, preobrazbe, definitivno preobrazbe. Če bomo kaj počeli letos v septembru, je to transformacija. Torej, tako kot iz kokona pride ven metuljček, dovolite tudi sami sebi, da vse tisto, se pravi odnosi, navade, način življenja, način razmišljanja, vse to, kar procesiramo že zadnjih nekaj let, kar vas ne krepi, kar vas ne podpira, kar nekako ni na vašem nivoju oziroma na nivoju, na katerem želite biti vi, ostane v preteklosti. Pika sto. Tako smo rekli, Havk. 9.9. bo tisti dan, ki bo seveda točno to postavljal v ospredje. 9.9. bo resnično energija Feniksa, ki se dviga nad razočaranja. Se pravi, mi se bomo dvignili nad pepel naših razočaranj. Ogenj je zelo močen element transformacije, preobrazbe, smo v letu ognjenega konja, zelo ognjevito leto, vidimo, da je in v naravi, in po požarih, in po eksplozivnosti, in po čustvovanju. To je zaradi te končnice 6, v astrologiji se seveda to vidi v poziciji planetov, pri Feng Shuiu elementov. Vse te starodavne modre vede razlagajo isto za letošnje leto. Čustva, srce, duša, ogenj. Ogenj je bistvo. Kaj je ogenj vas? Kaj je tisto, kar pa v vas ta ogenj prebudi? Kaj je tisto, kar je ognjevito v vas? Torej, 9.9. bo definitivno dan, v katerem naj ta ogenj, ta plamen zdravi. 9.9. je dan, v katerem ste ta Feniks vi. Seveda, tako kot za 8.8. sem tudi za 9.9. pripravila 4 različne stvari. Eno je 9 minut za 9.9. Se pravi, to je posnetek, ki ga prejmete 9.9. 9-dnevni program, moram reči, v avgustu je bil ful lep odziv. Ena gospa je napisala, da se še v življenju ni tako intimno sama s seboj pogovarjala. Veliko feedbackov je bilo v smislu tega pogovora s seboj, uvidov lastnih prepoznavanj. Potem je moj 9.9., kar pomeni je pisna analiza točno za vas na vaša števila, kaj vam prinaša audio posnetek, in pa Luxury 9.9., ki pa zajema osebno srečanje, delovni zvezek, afirmacijo, mislim, da tudi audio srečanje, se pravi veliko stvari, kdaj je early bird, happy hour, whatever. Pa si prosim vas pogledajte na moji spletni strani. Meni je vedno tako neprijetno razlagati, kaj vse je v moji ponudbi, ker nočem biti top shop, ampak vse prevečkrat od vas potem slišim, Lili, jaz te ful spremljam, pa nič ne vem, kaj ponujaš. Tako da, 9.9. vam je na razpolago. Feniks, ki se dviga iz pepela lastnih razočaranj. Kaj je bilo največje razočaranje v vašem življenju? In recimo, da odgovor že imate, zdaj me zanima pa, ali je bilo to razočaranje nad vami ali nad drugo osebo, mogoče nad življenjem, nad nečem, kar se ni steklo tako, kot ste menili, da se bo. Ali je bilo to razočaranje, če je bilo nad vami, vaše ali druge osebe?
Pravi, letošnje leto bo resnično zarezalo v naše odnose. V odnos, ki ga gojimo do sebe, v nivo odnosov, ki jih dopuščamo v svojem življenju. V vsakem odnosu imate polovični lastniški delež. Vemo, da postavljamo mejo letos, vemo, da se ukvarjamo s perfekcionizmom, vemo, da delamo tudi na preteklosti, vemo, da zaradi te šestice predelujemo tudi travmo naših mam. Tukaj nas moram jasno opozoriti, ker moram reči, da od junija pa do sedaj sem imela kar veliko feedbacka v smislu, niti ne tako v svetovanjih z vami, ampak mogoče tako v vsakodnevni interakciji. Čutim neko travmo, čutim neka čustva, čutim neko bolečino, ni moje, nimam občutka, da je moje, ne vem, kaj naj s tem počnem, tesnobo čutim, strah čutim, čustvena sem, se mi zdi, da bo to kar eksplodiralo in ne vem, kaj naj s tem počnem. V letošnjem letu gremo nazaj, sploh od junija do septembra je to obdobje posebno aktivirano v čas, ko smo bili še v maternici. Se pravi, morebitne travme, stiske, skrbi, pa tudi lepe stvari naše mame, ker se pa ne vežejo nujno samo na tistih 9 mesecev, ko smo bili pod njenim srčkom. Se pravi, če imate občutek, da sploh tudi septembra stvari prihajajo na plano, da imate občutek, da to ni čist najbolj vaše, pogledajte, po 6 minuti se o tem pogovarjamo, potem dajte ta čustva, to stisko objeti, blagosloviti, svojo mamo objeti, fizično, v glavi, v srčku, v duši. Včasih ta bolečina potrebuje samo to, da jo prepoznamo, da ji rečemo, te čutim, te občutim, te zaznavam in ti pošiljam ljubezen. Tako kot otrok. Včasih je preprosto treba otroka, ki je preutrujen, znerviran, objeti. Sej, po vsej verjetnosti se ne bo zato umiril, ampak definitivno je pa to bolje, kot da nam upijemo, ga nekam zapremo in tako naprej. Se pravi, tudi vi sami na sebe ne upiti, ne ta čustva nekam zapreti, ne stvari potlačiti. Zapomnite si, da ste Feniks, ki se bo dvignil nad pepel, razočaran svojega življenja. Najmočnejše energije so 9.9., ampak cel september jih bomo čutili. Namreč, oktober bo čas, ki pa prinaša mnogo bolj ostro energijo, mnogo bolj na nož odločitve, mnogo lažje bomo stvari odrezali, mnogo lažje bomo stvari dejansko frcnili stran. September pa še vedno prinaša energijo prepoznavanja, procesiranja, analiziranja, podoživljanja, spominjanja in vsega tega. September je tudi čas, v katerem se lahko vrne simpatija iz preteklosti, osebe, priložnosti iz preteklosti, ker smo v letu novih začetkov, dragi moji. Dobro razmislite, a je vredno še enkrat probati? A so se stvari res spremenile? A je res minilo dovolj časa? Ali ste resnično vi, druga oseba, situacija, pogoji, merila, svet in tako naprej, vreme ne nazadnje, se je resnično tako zelo spremenilo, da zdaj pa je šansa za uspeh, ali bolj kot ne, gre za neko upanje, ki nam je prineslo možnost, da nekako se poslovimo od njega. Nikomur to ni všeč, glejte, dragi moji, nihče se ne veseli zaključkov, nihče ni vesel, da neke stvari ne grejo, nihče ne reče, super, bolelo bo, kako krasno. Seveda so te stvari lahko zelo globoke, včasih tudi zelo traumatične, so pa včasih tudi stvar odločitve. To nam je prinesel avgust, odločitev, ločiti se od ostalih možnosti. Se pravi, včasih je preprosto, kljub temu, da morda čustveno še nismo tam, kljub temu, da morda si še vedno želimo bližine osebe, nam je všeč, menimo, da 0,02 promila možnosti za srečo obstajajo, kljub temu, da pač vsi ostali procenti, dokazi, znanstveniki, študije, preteklost, glava, razum, srce, vse nam govori, da ne bo šlo, ampak tisti čist mečken glas je kupanje pa še. Včasih kljub temu, da so nam neke stvari še vedno pomembne, smo še vedno čustveno navezani, je potrebno to odločitev enostavno sprejeti. Tega smo se učili avgusta, september nas bo točno pri temu testiral. Ali boste svoje standarde spustili, ali boste šli na nek nižji nivo, ali boste sprejeli slabše, kot bi sicer. In velikokrat slišim, saj boljšega pa ni. Ja. Ampak, če niste pogledali, ali to res veste, ali to zgolj domnevate. Možno je, da boljšega ni, ampak v tem primeru je pa sploh vseeno. Se pravi, če zdaj bom dala mogoče grobo primerjavo,
Če so to neki čevlji in če razmišljate, vse boljših pa ni, a ni vse, če greste še v 4 štacune, pa v 5 kupite čevlje, ka pač boljših ni, se pravi, bojo nekaj isto, ne? Bodo na nekem istem nivoju, ampak glej ga zlomka, mogoče v teh naslednjih 2, 3, 4, 5 štacunah bodo pa čevlji, ki bodo izvrstni, čevlji, ki se vam bodo prilegali, ki vas bodo podpirali. Saj vsi vemo, da govorim o odnosih. Velikokrat se sprijaznimo ali sprejmemo mnogo manj, kot si zaslužimo, nismo srečni in nekako to nikoli še ni bila formula za srečo. Definitivno pa ta, bom rekla, črv nezadovoljstva, nezaupanja, absolutno seže globoko in slej kot prej prevzame tudi naš ostal del življenja, se pravi od posla, naše lastne samopodobe, prijateljstev, načina, kako se mi do sebe obnašamo, kako mi s seboj ravnamo, kar definitivno je potem tudi slabše izbire na področju zdravja in tako naprej. Se pravi, dragi moji, naj bo resnično september čas, v katerem ste neusmiljeni. Tako kot bi bili neusmiljeni, če bi imeli hčerko in bi domov pripeljala enega tipa, ki je vam od daleč jasen, kakšni so njegovi nameni, kakšen je njegov nivo in da to res ni dobro za vašo hčerko. Kajti kar pa se v svetovanju zgodi resnično pogosto, če ne rečem kar 100%, je, ko vprašam, če bi vaša hčerka prišla domov in bi vam vse tole, kar ste vi zdaj meni povedala, zaupala ali pa povedal, kaj bi bil vaš nasvet njej? In običajno se na drugi strani obraz spremeni in izjava je: mislim, ja, ne rabiš tega, veš, koliko jih je še drugih, ne? Moških, kakorkoli žensk in tako naprej. Dajmo se zavedati, da smo tukaj in zdaj, da življenje še ni minilo in da imamo vse možnosti raziskovati, dan odnos spremeniti. Ne me narobe razumeti, nisem zagovornik tega, da rečemo, to mi ni všeč, zdaj bom pa surlo potegnil ali pa zdaj sem požaljena, pa greva kar narazen. Sploh ne. Sploh ne. Jaz sem resnično močnega mnenja, da rabimo dati vse od sebe. Sploh, če govorimo o nekem dolgoletnem partnerskem odnosu. Ko damo res vse od sebe in vidimo, da stvari ne grejo, se ne izboljšajo, takrat v nekem doglednem času pa je potrebno sprejeti to težko odločitev, če tudi si je ne želimo. Definitivno vas ne želim spodbujati pri tem, da vrzite puško v koruzo, absolutno pa vas prosim, poglejte resnici v oči. September kot mesec transformacije, kot mesec, ki bo požgal tisto, kar je umrlo. Tako kot jeseni listje drevesa odvržejo listje, listje odpade, tako je letošnji september za nas en tak peeling naših odnosov, se pravi, naj vse tisto, kar ne deluje, odide. Kar lahko pomeni preprosto tudi način komunikacije, ki ga imate z nekom. Se pravi, če vidite, da na en način vas ta oseba ne sliši, ne čuti, ne razume, kako lahko svojo komunikacijo, svoj pristop vi spremenite, da bo ta oseba vas razumela, kako si lahko pridete naproti, kako lahko najdete neko skupno srednjo pot. Bo pa to definitivno čas, v katerem bodo čustva globoka, bodo močnejša, bodo prinašala absolutno možnost širšega pogleda, širše slike. Malo bolj nam bo jasno, zakaj se stvari dogajajo, kako se dogajajo. Definitivno bomo še malo bolj čustveni, dragi moji, s tem ni nič narobe. Včasih res rabimo imeti ali poln kufer, da naredimo nek korak naprej, kot slišite, Louis se strinja. Ali pa resnično rabimo močna čustva, tudi ljubezni, tudi radosti, tudi navdušenja, zaradi katerih pa potem naredimo tudi nek premik. Torej, dragi moji, vaša duša, vaše srce, vaše globine, kaj vam sporočajo? In kakšen je ta Feniks, ki ste vi, ki se dviga nad pepel, razočaran svojega življenja, ki se dviga nad preteklost, ki se dviga nad vse to, kar ste prerasli. In zdaj bomo pogledali še od 1 do 9, kaj september prinaša vam, glede na vaše število življenjske poti. To je seštevek vašega rojstnega datuma, ki ga toliko časa seštevate, da pridete do ene same cifre. Drage enke, absolutno čas, v katerem se lahko življenje obrne na glavo prav na hitro. Vas je za opozoriti, da je možno, da boste padli v nek koncept, pa vas bo pol minil pred septembrom. Možno tudi, da boste na trenutke zaletave, impulzivne, malo prehitre.
definitivno čas, v katerem pa to energijo uporabite tam, kjer ste prepričani, da je potreben korak naprej. Se pravi tam, kjer imate izdelan načrt, kjer so stvari resnično mogoče samo malo se zataknile, kjer stvari mogoče samo malo bremzajo, kjer rabite nek zagon, malo več poguma, brco v zadnjo plat. Definitivno tam bo ta energija top. Ne pa se valjati v starih energijah, v stvarih, ki so šle, kajti to bi bilo pa resnično. Se opravičujem, ampak metanje stran biserov, ki vam jih življenje v mesecu septembru ponuja. Se pravi, kaj je tisto novo, kakšen napredek vas vabi, kam pravzaprav greste. Drage moje dvojke, mesec odnosov, mesec povezovanja, mesec odnosa, ki ga gojite do sebe, posledično tudi podoživljanja stvari, ki včasih niso bile tako zelo top, kot pa tudi tistih, ki so bile. Se pravi, včasih rabimo doživeti res lepo obliko ljubezni, čudovito obliko prijateljstva, srečo, resnično radost, euforijo, zato da bi sploh vedeli, kako to izgleda, kakšen je ta občutek. Po drugi strani rabimo tudi grenkobo, rabimo tudi razočaranje, rabimo tudi izgubo, rabimo tudi to slabšo stran, da vidimo, česa si ne želimo, da znamo predvideti, kam pa dobesedno situacija, v kateri smo, vodi. Torej, drage moje dvojke, kam dejansko situacija, v kateri ste, vodi? Kako se bo to končalo za vas? In kaj bi ta Feniks, ki se želi dvigniti nad vse to, kar je prerasel, kaj bi vam ta Feniks povedal? Kaj bi ta Feniks, ki ste vi, vaš višji jaz, vodniki in tako naprej, vam svetoval? Drage trojke, kreativen mesec. Mesec, v katerem bo vaš notranji otrok zelo, zelo v ospredju. To lahko pomeni, da boste zelo igrivi, nagajivi, iskrivi, da boste kreirali 1, 2, 3. Po drugi strani lahko pomeni tudi, da se bodo določene rane iz otroštva znova odprle in to je super. Zavedajte se, da niste padli nazaj v svoje otroštvo, zavedajte se, da niste nazaj v nekih teh slabih ali pa preka bolečih energijah. Tukaj in zdaj ste in močni ste in vi ste. In ne vem, če se mojega mucka v ozadju sliši, ampak jaz mislim, da rabite se izraziti in da mi želite pomagati povedati. Se pravi, povejte svoje čustva, zaupajte svoje želje, sanje, najprej sebi in potem vesolju. Kajti občutek imam, da tisto, česar si najbolj želite, ne boste dobili tam, kjer to predvidevate, da se bo zgodilo. Drage moje štirke, mesec, v katerem bodo vaši temelji se nekoliko zašejkali. Mesec, v katerem bodo vaši temelji absolutno na preizkusu, občutek moči, občutek samozavesti, miru ne nazadnje, kar se je pa pričelo tudi že v prejšnjih mesecih. Se pravi, me ne skrbi za vas. Moja popotnica vam bi bila, ne biti trmasti. Zdaj ni čas, da bi vztrajali tam, kjer neke stvari ne prinašajo premikov, tam, kjer neke stvari ne prinašajo napredka. Tudi vi, ne vem, če slišite mojega mucka v ozadju, ampak mislim, da se zelo strinja z mano in da on vidi napredek na drugi strani vrat in v tekanju naokoli. Kaj je na drugi strani vrat za vas? Kje pa morda ste nehali tekati, kje ste nehali raziskovati, kje ste nehali biti malo bolj drzni, malo bolj odprti, kje ste morda malo zaspali, se malo zataknili. Tukaj vas bo september prešejkal, tukaj vas bo september opomnil, da ste živi, živahni in da je prav, da probate nekaj novega. Drage petke, za vas bo september definitivno čas nihanja. Tudi čas, ko bo do čustva en dan močna, globoka, ko bo mogoče strast močna, globoka, pa jo boste mogoče zamenjevali z ljubeznijo. Dovolite si vse to doživeti. Drage moje petke, dovolite si svobodo čustev. Kar pomeni tudi to, da morda nekomu nekaj zamerite, tudi to, da ste morda jezni na sebe in tako naprej. Zelo pomembno pa je, da ne izgubite svojega fokusa. Kdo ste vi? Kaj je ta Feniks, ki se oblikuje? Česa ne rabite še enkrat doživeti, česa ne rabite še enkrat analizirati, od česa morda bežite, čemu se izogibate, s čim se ne soočate, kaj je tisto, kar pa morda je lažje si zapreti oči in ignorirati. Tam vas bo september zelo, zelo potegnil za ušesa. Torej, ne vleče vas za ušesa, ker bi vas želel kaznovati, ampak ker vas želi povabiti nazaj v vas.
Drage moje šestke, september bo mesec čustev, romantike, ljubezni do sebe, ženstvenosti, resnično te pravličnosti. Drage moje šestke, težka leta imate za seboj, marsikaj ste sprocesirale. Torej ne, če bi se pojavilo mogoče kakšno malo močnejše čustvo, tega dojemati, kot da ste šli korak nazaj, kot da niste sprocesirali stvari, kot da se ničesar niste naučili, včasih nam taka obdobja dajo podoben občutek. Torej, drage moje šestke, zdaj je čas, da ste nežne do sebe, pozorne do sebe. Predvsem vam in devetkam se obeta resnično močna čistka na področju odnosov, ki bo jasno pokazala, kdo je in pa kdo ni dober za vas. Kdo je in kdo naj ne bo ali bo del vašega življenja. Se pravi, drage šestke, odločajte se tako, da boste vi srečne. Vso pravico imate do tega. Drage sedmice, drage moje sedmice, tale devetka vas bo malo prešejkala, racijo bo težko sledil, težko bo analiziral, tako da včasih bo prihajalo do trenj, do tretje svetovne vojne, med našim razumom, vašim razumom in vašim srcem, in to je ok. Ni vam treba razumeti. Ni vam treba razumeti, analizirati, imeti 16 strani razlage, argumentov, utemeljitve. Rabite samo doživeti. Rabite doživeti, rabite določene stvari spustiti, če tudi so bile krivične, če tudi so bile narobe, če tudi so bile slabše, kot bi lahko bile. Ne glede na vse. September je čas spuščanja, odpuščanja. Se pravi, ne rabite nositi tujih napak naprej s seboj. Kaj boste pa delali z njimi? Rabite nesti s seboj samo sebe in nauk, ki ste ga dobili iz lastnih napak. Vse ostalo je krama. Drage osmice, mesec žetve. Mesec, ko boste dokončno stopile v svojo polno moč in pa sprejemanje svoje moči, svoje manifestacije, bom rekla tudi vsega tega, česar si želite. Tako da za vas bo največja preizkušnja ravno to, sprejemanje. Ali boste še vedno zelo proaktivni, tisti vedno, ki ste gonilna sila, ki delate prvi korak, ki ste, bom rekla, unita zagnani, ali se boste vseeno toliko ustavili, da boste sploh lahko stvari sprejeli, v njih uživali, bili ponosni na svoje dosežke. September bo za vas čas, v katerem se vam obeta prepoznavnost, za vse tisto, v čemer ste super, za vse tisto, kar ste naredili super, za vse tisto, kar pravzaprav ste prerasli. Se pravi, predvsem za vas velja vse, kar ni na vašem nivoju, drage moje osemke, puste tam, kjer je. Ker previdevam, da niti, po resnici povedano, niti ni vaše. In že, drage devetke, september bo seveda za vas ključen mesec, mesec sočutja do sebe, do sveta, do zlobe, bom rekla, do negativnih energij, do vsega, kar je narobe v svetu. Zato, da bi šli vi lahko naprej. To ne pomeni, da rabite vsem odpustiti, oprostiti, se z njimi znova družiti, odobravati slabše ravnanje. To zgolj pomeni, da včasih nehamo podoživljati, analizirati, čustvovati in tako naprej. Torej, drage devetke, predvsem vam se tale Feniks obeta, transformacija bo daleč najmočnejša za vas. Možni so ljudje iz preteklosti, občutki iz preteklosti, neke ponovite reprize, kada bi nadaljevanko še enkrat gledali z istimi ali s podobnimi osebami. Tudi, drage moje devetke, ali rabite res še en krog, ali je bilo dost? Naslednji mesec bo resnično za vas udarniški, potisnil vas bo v nove vode. Če boste za to ali pa ne, jaz vam priporočam, da v te nove vode ne nesete s seboj stare krame, ki vas bo samo vlekla dol, namesto da bi vas podpirala. Torej, izbirajte tako, da bo za vas dolgoročno dobro. Takole, dragi moji, to je bil pregled meseca septembra. Veselim se naslednje oddaje in potem oddaje o 9.9. Dvignimo se nad pepel razočaranja naših življenj.